Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav z oddaje Župan za vas. Marko Virak, župan občine Beltinci, je to jutro prišel v naš studio. Dobrodošli, Marko. Dobrodošli, seveda najprej v studiu in pa najbolj gledalke in gledalci. Še posebej res toplo pozdravljene pa občanke in občane občine Beltinci. Dokaj zgodaj tale najina oddaja se snema, namreč veliko obveznosti vas čaka. Konec je počitnic, Marko, tudi pri vas, vaši občini. Malo je bilo odmora, ne vem sicer osebno, kako je bilo pri vas, ampak občinski svet je imel nekaj predaha in začenjamo z septembrom z novim delom in morda, to je običaj, bova najprej se posvetila tistemu, kar sodi v domeno vaše občine, se pravi, gre za šolstvo, gre za vzgojo. Počitnic je konec, otroci so šli v šolo, gotovo ste bili tudi kje, v kakšni šoli, v kakšnem vrtcu, za to, kar skrbite v vaši občini. Tako, kako bi rekli, nekje po občinskem prazniku sem tudi sam si privoščil nekje 10 dni oddiha, ampak seveda s 1. septembrom pa se je tudi za vse nas začelo novo obdobje, bi lahko povedali, torej obdobje po dopustu, ko priješ malce bolj zbran morda, kot pa ko se že nekaj časa nekaj nalaga in ugotavljaš, da tudi energija morda je malce v zatonu, poln energije, poln novih idej, seveda tudi. Še posebej pa te razveseli, ko priješ 1. septembra in doživiš tako najprej v vrtcu, kot pa pozneje seveda tudi v obeh naših šolah, tako seveda v naši glavni šoli v Beltincih, kot pa tudi na podružnični osnovni šoli, dokler živijo. Vesele poglede, nekako radovedne otrok, ki grejo v šolo, tudi prvošolčki iz leta v leto presenečajo, predvsem z tem pozitivizmom, z pogumom, s katerim stopijo ali pa naproti nekaj novemu. Tudi starši seveda imajo obilo, verjamem, da skrbi po eni strani, kako bo potekal ta prvi dan, kako se bodo otroci znašli, recimo tisti, ki grejo v šolo, ali pa tudi tisti, ki morda vrtec pridejo. Ampak treba je povedati, da je občina Beltinci tudi v letošnjem letu marsikaj postorila, da se bodo naši najmlajši še boljše počutili, tudi zaposleni, da bodo imeli boljše pogoje. Če pogledamo tudi neljubi dogodek aprila, ko je zgorelo ostrešje v osnovni šoli v Beltincih, smo skupaj z izvajalci, nadzorniki in strokovnjaki pravočasno sanirali, tako da so s 1. septembrom tudi tukaj bile nemoteno, seveda je lahko potekalo vse. Bi pa si seveda želeli, da to, na kar opozarjamo, da bi bilo otrok seveda še več, kajti če pogledamo z perspektive, ne vem, 30-40 let nazaj je bilo skoraj da enkrat več otrok tudi rojenih in tudi na tem se bomo morali očitno v prihodnje nekako malce bolj posvetiti temu, se pravi demografiji, kajti prav je, da se seveda število ali pa da ljudje živimo dlje, da živimo bolj kvalitetno, vendar pa ne smemo pozabljati na prirast, kajti tudi na tem torej bomo morali z določenimi ukrepi začeti verjetno premikati stvari v drugačne smere. Ampak o tem kdajkoli pozneje veseli nas dejstvo, da je vrtec zapolnjen, da je šola zapolnjena do te mere, da seveda potem tudi zaposleni imajo komu kaj predajati, ne samo znanje, ampak tudi vrednote. Tako da občina Beltinci pa z kar nekaj, skoraj 3 milijoni evrov vsako leto tudi vlaga oziroma gre seveda tukaj za sporočilo stroškov najprej v vrtcu, kot pa pozneje tudi nadstandard in tako naprej, tudi avtobusni prevozi za vse. Tako da občina je pripravljena torej tudi na to in peljemo stvari, verjamem, da v tisto smer, ko lahko potem vsi rečemo, da smo več ali manj zadovoljni. Sodeč potem, povedano optimistično, nimate ne prostorskih težav, ne kadrovskih, kajti alarmantne so številke, ki prihajajo z naše metropole, koliko učiteljev, recimo vzgojiteljev, koliko manjka v Sloveniji, tu se še ne ubadate s tem problemom. Bi se lahko tudi že pri nas govorilo o tem, predvsem, če pogledamo takrat, ko je potrebno koga nadomeščati. Jaz se tudi pri nas se že čuti manjko kadrovskih virov, ampak jaz verjamem, da smo prišli v fazo, ko smo se še po mojem pravočasno zavedli tega izziva in da bomo peljali stvari v drugačno smer. Po drugi strani pa seveda tudi zdaj kot župan, kot tistih, ki je
prvi zadolžen za to, da je ustrezno tudi so pogoji primerni. Lahko povem, da imamo odlične pogoje tako za vzgojo kot za izobraževanje in da se tega je potrebno tudi zavedati. Po drugi strani pa seveda se je potrebno zavedati tudi tega, da morda z normativi in standardi si pa tudi rušimo tisto, kar sem malo prej povedala, torej da primanjkljaj rušimo še posebej pa tudi s tem, ko potem pa znižujemo število recimo učencev, otrok v neki skupini in potem tudi skrbimo za to, da je morda res primanjkljaj še bolj težava, kot pa bi morda bila. Tako da jaz smatram, da še vseeno z temi pogoji, ki jih imamo, tudi prostorskimi, smo v visokem standardu, še posebej, če se primerjamo tudi z sosednjimi državami. In jaz bi tukaj res predlagal, da se končno tudi zavedamo tega, da občine smo postorile svoje. Morda pa bi pri kadrovskih stvareh bilo povedati tudi dobro to, da bi bilo pametno po vzoru recimo osnovnošolskega izobraževanja tudi morda v vrtcu prevzeti ali pa nekako preliti stroške izobraževanja oziroma plače zaposlenih tudi v breme proračuna in da bi občina morda potem tudi kaj več ostajalo seveda tudi za infrastrukturo. Tako. Ne nazadnje, če k temu še dodamo, da ste imeli v občini razpis za štipendije, ne, to sodi zraven. Morda nekaj o tem, gotovo je to tisto, da tudi mlade zadržite v občini, s tem morda tudi ustvarijo družine in seveda to demografsko sliko pričnete popravljati. Tako nekako tudi težnja sedaj Ministrstva za kohezijo je, da bi čim več ljudi imelo možnost čim bližje svojemu bivališču imeti čim več storitev, tudi seveda, če začnemo z vrtcem, šolo, zdravstvenim sistemom in tako naprej, predvsem tudi zaposlitev in na tem moramo delati še bistveno več, kajti nikakor ne moremo pristati na to, da se recimo več 100.000 ljudi vozi vsakodnevno recimo v Ljubljano, se pravi, ta centralizem treba odpraviti, to, da se nam ob avtocestah parkirajo avtomobili in se naši ljudje zjutraj ob 3-4 peljejo v Avstrijo, tudi ni pravi moment za to, da bi potem ljudje še bolj razmišljali o svojih družinah in pa da bi ostajali v domačem okolju. Tako da to so tisti morda osnovni gradniki, ki jih moramo še popraviti. Seveda pa nekako je naloga tudi vseh, da to, kot so sami povedali, pripeljamo stvari čim bliže, da imajo ljudje res možnost zaposlitve biti čim bliže svojemu domu. In tukaj bi morda izpostavil, anketo so delali med osnovnošolci, mislim, da 8-9 razred, nekateri naši, in je bilo zanimiv podatek, da tudi ta generacija seveda je postavila kot nek prvi osnovni element, kaj bi ga zadržalo doma, najprej primerno delovno mesto in pa plačo, kot drugi element pa je bilo zelo visoko ocenjen tudi, se pravi, bližina družine, prijateljev in varnega, zdravega okolja, tako da marsikje že imamo marsikaj, vendar na to treba opozoriti in na tem treba delati, tako da to je tudi naloga ne samo županov, ampak jaz verjamem, da je to naloga politike na državnem nivoju in če se bomo, oziroma ko se bomo začeli ukvarjati predvsem s tem, bo tudi stanje v družbi bistveno boljše, danes se pa ukvarjamo z število všečkov, z tem, ali smo levi, desni, zgornji, spodnji in to ni prava zgodba, ne za lokalni nivo, še manj pa za državni. Marko Virag, župan občine Beltinci, malce še pogledava, da smo že v tem segmentu zdravstvo, sociala, kako ste z zdravniki, zobozdravniki in seveda vsem ostalim, kar se tiče socialnih transferov, ki sodijo pod občinsko blagajno, ne? Poleg seveda transferjev, ki grejo v vzgojno izobraževanje, je ogromno sredstev namenjenih tudi sociali in pa seveda zdravstvu. Veseli dejstvo, da nimamo, tako kot morda prej povedano pri šolstvu, tudi pri zdravstvu ne težav z kadrovskimi viri, še vedno je pri nas zdravnikov zadosti, širimo celo določene ambulante, povečujemo število skupaj z zdravstvenim domom Murska Sobota. Želimo si seveda še morda kakšne specialistične ambulante, ampak tudi na tem delamo. Pri sociali pa je seveda stanje morda malce drugačno. Vsi se zavedamo, da torej vse stara družba želimo ustvariti pogoje, kjer bi kvaliteta tudi v obdobju staranja bila čim boljša. Jaz upam, da bomo uspešni na enem izmed evropskih projektov, kjer smo ravno to tudi naslovili, torej Blue Zones, se pravi te modre cone po vzoru tistih držav ali pa območjih, kjer morda ljudje živijo dlje časa, so bolj trdoživi in tudi kvalitetneje živijo. In upam, da nam bo torej tudi s tem projektom uspelo prepričati na evropski ravni in da bomo tudi iz tega naslova lahko potem ne samo prejemali finančne vire, ampak tudi primer dobre prakse postavljali.
In pri sociali, torej predvsem domski oskrbi oziroma pomoči na domu, se bojim, da bomo prišli v fazo, ko nam bo predvsem kadrovska stiska tista, ki bo determinirala storitve, strokovnost storitev, pa tudi seveda količino teh storitev. Upam, da seveda se motim, da bo tudi na tem področju vsaj tako podobno dobro kot je na ostalih. Glede zdravstvene slike pa morda še samo to, da bi tukaj pa tudi seveda bilo potrebno opozoriti, da v Prekmurju še vedno je katastrofalna slika, tako od mlajših do starejših, in da je potrebno tudi na tem, se pravi, tem zdravem življenjskem slogu bistveno več delati. Tako. In veseli dejstvo, da predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, tukaj moram res pohvaliti državnega sekretarja, našega rojaka Dejana Židana, ki se trudi tudi z preventivnimi ukrepi povezavi z športom morda prepričati marsikatere ljudi, da je rekreacija tudi eden izmed tistih osnovnih pogojev, da bomo dočakali starejše obdobje, bistveno bolj zdravi in pa da bomo, če bomo zdravi, bomo tudi veseli in pa srečni. Bržkone. O projektih je bilo govora, seveda projekti, ki so tudi v domeni občine Beltinci, znotraj občinskega sveta, ki o tem odloča, malo o investicijah, morda pol leta je za nami, kaj je bilo postorjeno, kaj je v teku, kaj delate, kaj načrtujete morda tam do konca leta ali pa še se prevesi v leto 2026. Ogromno investicij je dejansko bilo postorjenih v preteklosti in se tudi še izvajajo in se še bodo izvajale. Predvsem veseli dejstvo, da smo tudi iz Ugovora za razvoj regij prejeli, oziroma verjamem, da bomo v septembru prejeli vsaj prvi izmed potrebnih sklepov, da bomo lahko tudi revitalizacijo parka začeli. Poleg tega seveda ogromno stvari se dogaja na cestni infrastrukturi, tudi športno infrastrukturo posodabljamo, recimo nogometno igrišče oziroma asfaltno igrišče v športnem parku je dobilo svojo novo podobo, igrišče za beach volej se bo začelo prenavljati. Verjamem, da v roku tedna, dveh bodo tudi fitness naprave na zunanji stale in bomo nekje lahko potem tudi o tem se pogovarjali. 19. septembra načrtujemo torej odprtje te lepe zgodbe v športno-rekreacijskem centru v Beltincih. V Lipovcih smo recimo zaključili obnovo vaškega doma, ki je tudi letošnjem letu specifična, kajti pogovarjamo se o 130. obletnici začetka šolstva v Lipovcih in smo tudi zato skupaj s krajevno skupnostjo pripravili oziroma obnovili deloma ta objekt, ga posodobili. Verjamem, da bo tudi v prihodnje naša naloga še dodati primerno vsebino. Ogromno tega pa je še pred nami, jaz verjamem, da bomo o tem marsikaj še povedali tudi proti koncu leta, kajti predvidevamo še tudi rebalans. V rebalansu se bo pa tudi videla, struktura potem oziroma usmeritev v prihodnje, kajti izvajamo 3 evropske projekte, 2 bo izvajal oziroma že bo začel izvajati tudi Zavod za turizem, kulturo in šport. Najmanj enega verjamem, da bomo še letos začeli izvajati, če ne celo 2. Tako da tudi, kar se tiče projektne pisarne, je ogromno dela in jaz verjamem, da se bo v Beltincih še govorilo, tako kot se že govori o razvojno naravnani občini, predvsem pa, da bomo res v nekem doglednem času tudi na infrastrukturnem, se pravi tem cestnem področju, se pravi kar je razvoja centra Beltinec, naredili še tisto, kar nam manjka, recimo centralizirano parkirišče. Tudi verjamem, da nam bo stanovanjskim skladom uspelo narediti zgodbo v smeri, da bomo postavili še kak večnamenski objekt oziroma stanovanjski objekt in potem bomo počasi prehajali v smer, ko bomo pa tudi potrebno razmišljati o telovadnici, novi telovadnici v osnovni šoli, morda o posodobitvi vrtcev po enotah. Na Melincih recimo je velik projekt, verjamem, da se bo realiziral tudi drugo leto, se bo začel izvajati, to je tudi prenova športnega centra tam, Pločnik na Melincih in še bi lahko naštel. Ja, gotovo. Ne nazadnje pa občina, ki ima del tudi v naturi, ne? Blizu Mure ste in če kaj, potem je nas vse ljubitelje, ki radi nekaj gledamo, damo na turizem, seveda razveselila vest, da je Otok ljubezni eden od biserov, pravzaprav turističnih, zaživel, da deluje z polno močjo in da so tudi prireditve, obiski bržkone tudi zadovoljivi v letošnjem letu. Absolutno, že takrat, ko smo dejansko govorili o Otoku ljubezni oziroma ko so naši predniki, ki so si upali začeti to zgodbo, smo govorili o biserju in danes verjamem, da ta biser spet sije, podobno kot bi si želeli, da bi sijal vedno, ampak vmes smo seveda imeli spone in pace, danes torej govorimo o dobri, veseli, pozitivni novici, tako Otok je res zaživel, živi, ga bogatimo sproti tudi recimo iz projekta Las pri dobrih ljudeh bo
kako hitro bo odobren projekt, tudi še dodatno zaživel z dodatnimi tematskimi vsebinami, tudi z nekaterimi napravami dodatno. Tako da veseli pa dejstvo seveda, da to prepoznavajo turisti oziroma da to prepoznavamo vsi, ki živimo tukaj in se vsaka toliko znajdemo tam, res je prava zgodba. In veseli tudi dejstvo, da ob zadnjem obisku ministra Hana je tudi sam bil presenečen nad podobo, nad prelepo podobo in predvsem pa pred prelepo energijo, ki je izžarevala. In jaz upam, da je s to popotnico odšel tudi tja, kamor pravimo, da se mi radi vračamo, ko nas uslišijo, torej da tudi v Ljubljano ponesel nekako dober glas o tej destinaciji, o regiji, o Beltincih, kakorkoli povedano, in da bomo, tako kot sem na prireditvi povedal, Prekmurke in Prekmurci deležni podobnih pogojev, ne želimo, res ni nam treba dajati daril, ni nas treba pomilovati, pa ne vem kakorkoli, dajte nam podobne pogoje, omogočite nam razvoj in jaz verjamem, da država, ki ima močno periferijo, je edina prava država, kajti če sklenemo s tistim pregovorom, vsaka veriga je močna toliko, kolikor je močen njen najšibkejši člen in prevečkrat se na periferijo oziroma bi lahko rekli na podeželje pozablja, govore samo o centralizaciji, o dogodkih in pa seveda tudi o umeščanju v prostor samo okrog centra, ampak če se bomo vsi zgostili tja, potem bo periferija podeželja začela umirati. Jaz pa verjamem, da je ravno obratno bi moralo biti, da bi trebalo izkoriščati potencijale, ki so tukaj, to je zdravo, varno, zeleno okolje, zdaj ogromno potencijala, ki ga ne izkoriščamo, tako recimo topla voda, spodaj geotermija, kot sončna energija, kot navsezadnje pa tudi prijetno pa prijazno okolje z pravimi ljudmi. In Marko, za konec morda vse to zaživi. Vse to je, če je neki ne samo okvir, ampak tudi vsebina. To pa dajo ljudje, vaše občanke, vaši občani in pa seveda združeni v najrazličnejših društvih. Od kulturnih, turističnih, športnih, na to ste lahko ponosni, seveda še zmeraj takole v navednicah Beltince poznajo po folklornem festivalu, ki je eden največjih v tem delu, sploh Evrope. Marko, društva so seveda aktivna, pri njih se združujejo tudi mladi, kar je zelo pomembno in društveno življenje bogati seveda vašo družbo in pa utrip daje življenje v občini. Tako, jaz vedno pravim, da dokler bom imel okrog sebe posameznike, predvsem pa dokler bom imel te posameznike združene v društva, tako dolgo se meni ni zabati za to, da ne bi kot občina rasli, da ne bi bili še naprej prepoznani po vsem tem, kar ste našteli. In navsezadnje ponovni dokaz tega, da smo res nekako prepoznavni in da se ljudje pri nas dobro počutijo, je zdajšnji sobotni dogodek, ko sem bil na svetovnem dogodku praženega krompirja v Ščančurju pri Kranju, kjer smo prejeli lento, da bomo drugo leto v Lipovcih, torej 2026, organizirali svetovni del praženega krompirja. Tako da spet bo en dogodek, ne samo, bi rekli, regijskega, državnega, ampak celo svetovnega formata v občini Beltinci, v Prekmurju. Tako da tukaj že danes lahko povemo, da smo se seveda z največjim veseljem odzvali, ko so nas vprašali, če bi bili pripravljeni to organizirati. Zavedamo se odgovornosti, po drugi strani pa seveda, tako kot sem povedal, združila so se društva, Lipovci so povedali, da si želijo, tako je recimo krajevna skupnost društv iz Lipe, ki je itak prepoznavna po krompirju, skočila, je rekla, bomo takoj pomagali, seveda tudi vsa ostala društva so že, bi lahko rekli, v stand-byu, da se bomo sestali, povedali, kar mora kdo narediti, tudi Zavod za turizem, kulturo in šport bo naredil svoje, naše komunalno podjetje in spet sem prepričan, da bo to eden dogodek, ki bo odzvanjal dolgo potem, predvsem pa, da bo to dogodek, ki bo tako Lipovce, občino Beltinci kot regijo spet pokazal v luči tega, da smo res družabni, da smo pripravljeni nekako se razdajati tudi, vendar pa po drugi strani seveda v zameno pa nekako bi si želeli, da se nas bolj ceni in da se seveda potem tudi, ko uspevajo taki dogodki, enkrat za vselej ugotovi, da brez prostovoljstva, brez združevanja, brez sodelovanja taki dogodki ne morejo uspevati in če taki dogodki ne morejo uspevati, potem tudi kot družba nismo v pravi smeri in pravim, dokler bodo ali pa bomo željni tega, dokler bomo željni sodelovanja pa povezovanja, tako dolgo bo v občini Beltinci tudi stanje duha bistveno boljše, kot je morda gledanost celotne sfere države. In želim si, da tudi na podlagi, ali pa predvsem na podlagi takih dogodkov, ali je to mednarodni folklorni festival, ali je to Krumplova noč, ali je to vse dogodki, ki so v občini, pa tudi v ostalih občinah v regiji,
pozitivni odnos naj gre naprej, ta pozitivna energija naj se prenaša in verjamem, da če bomo tudi sami bistveno bolj pozitivno razmišljali, da bomo bistveno manj razmišljali o tem, zakaj ali pa privoščili morda nekomu, da mu gre slabo, potem nam bo kot družbi boljše in potem se bomo res ukvarjali tudi predvsem z razvojem, pa tudi bistveno manj pa se bomo torej ukvarjali s tem, da bi nekako se z negativizmom obdajali in pa da bi se razvajali na minus, ne v plus. Bodi tako, energije ne zmanjkuje. Marko Virak, hvala za obisk, župan občine Beltinci v našem studiu. Doživeli smo utrip skozi vašo zgodbo, seveda ponovno, kaj se dogaja v Beltinci, kako živite, kako se združujete in kako pravzaprav je lepo v vaši občini. Tam nekje proti mesecu decembru se bomo še kaj sestali, pogledali bilanco za celo leto nazaj. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost, hvala, da ste bili z nami in srečno do prihodnjič.